Včasih je za najpomembnejše odločitve v življenju kriv kar naš hobi. Narekuje nam prosti čas in odloča celo o tem, kje bomo bivali. Tako kot se je to zgodilo v primeru para, ki svoje trenutke rad preživlja v igranju golfa na prostranih travnatih površinah. Čeprav sta vedno živela v urbanih središčih, vajena mestnega vrveža in tega, da je vse na dosegu roke, sta svoje gnezdo na koncu ustvarila tik ob urejeni zelnici z 18 luknjami. Tale hiška z leseno fasado stoji ob golf igrišču Arboretum Volčji potok. V njej živi 6-članska družina na 125 kvadratnih metrih. Arhitektka in lastnika so odlično izkoristili dano bivalno površino od temeljev do podstrešja. Tina in Petra, živijo. Zdravo. Tina, vi si niste najprej baje predstavljali, da boste tukaj živeli. Povejte nam, prosim, kako vas je potem pot vseeno vodila v tole sicer čudovito hiško? Ja, najprej z možem sva iskala nekam, kamor bi se pač preselili. Takrat sva imela že 3 otroke. In ko sva šla enkrat ravno tukaj v bližino na golf igrišče, zagleda on ta naselje in reče, jo, kaj bi dal, da bi tukaj enkrat živel. In jaz rečem, ni šans. In seveda potekala je potem debata in pregovarjanje, no, na koncu me je le prepričal. In danes si ne predstavljam življenja nekjer drugje, kot pa pač v tem naselju in v tej hiši. Kaj je bil pa problem, zakaj je bilo ni šans? Predvsem zaradi tega, ker sem večino življenja preživela v Domžalah, kjer imaš vse, bom rekla, na dosegu roke, ne potrebuješ avtomobila tako rekoč. Tukaj pa za vsako stvar z avtomobilom potrebno pač odpeljati otroke na interesne dejavnosti v šolo. In odtehta kljub 4 otrokom? Odtehta predvsem to, ker smo v bližini narave in lahko otroci so cele popoldneve zunaj po šoli in je super, imajo družbo, obenem potem tukaj pač se pravi svež zrak, gore in vse in seveda da, ja, odtehta. Hiša je bila prevzeta v 3. podaljšani gradbeni fazi, tako je arhitektko pričakala praktično prazna. Bilo pa je toliko več želja, kaj iz nje iztržiti. Spomnim se, da ko smo prvič prišli na ogled hiše, sta Domen in Tina začela naštevati ta svoj neskončno dolg seznam, kaj vse si želita. In sem jih najprej vprašala, če sta slučajno kupila obe enoti dvojčka, ker teh želja je bilo res nenormalno veliko. Predvsem sta si želela ta velik pa čim bolj odprt dnevno bivalni del. Tina je absolutno vztrajala na kuhinjskem otoku. Ogromna sedežna garnitura, da je pač dovolj prostora za celo družino. Velika jedilna miza za 8 do 10 ljudi. Potem pa je bila še v bistvu ta zahteva po nekem kabinetu v pritličju, ki pa bi moral biti zadost velik, da bi se enkrat spremenil lahko v spalnico ali pa v otroško sobo. Se pravi, to smo že v samem začetku predvideli. Potem v nadstropju je bila pa najprej seveda na prvo žogo, da bi si želela, da ima vsak otrok svojo sobo. Takrat so bili 3 otroci in sem jima že v samem štartu povedala, da to ne bo šlo. Tako da potem smo malo sprejeli en kompromis in smo res starejšemu ustvarjali neko svojo sobico. Mlajše 2 imata pa to dvoetažno sobo, ki je v bistvu v spodnjem delu bolj kot bralni in delovni kotiček. Potem gor v nadstropju oziroma v mansardi imajo pa tako otroci res en tak svoj mali raj z vsemi temi igračami, knjigami in vsem tem in mislim, da se tam zelo dobro počutijo. Spalnica njuna je zelo majhna, si je pa Tina seveda želela, to je bilo res na vrhu njenih prioritet, ta walk-in closet, tako da smo pač tudi to garderobno sobo nekako umestili. Kopalnica je sicer zadost velika za neko normalno kopalno kad, tuš prostor, WC, 2 umivalnika. Eden večjih posegov v pritličju je bila rotacija stopnic. Te so se sprva končale tako, da so bile usmerjene v dnevni prostor, kar pa bi bistveno zmanjšalo možnost postavitve kuhinjskih elementov. Z 90-stopinskim obratom spodnjih 3 stopnic so pridobili kar nekaj uporabnega prostora za kuhinjo, ki je narejena predvsem po Tininih željah. Glede na to, da je štedilnik na kuhinjskem otoku, zdaj te otočne nape so pa večinoma zapirajo prostor in smo se zato odločili za spuščen strop, za neko indirektno osvetlitev zadaj in pa za vgradno kuhinjsko napo, ki v bistvu ne posega v prostor in je tako čist skrita in ne moti v bistvu te funkcije prostora. Mark, vi ste strokovnjak za kuhinjske nape. Povejte nam, prosim, zakaj sploh v takle družini s 4 otroki, kjer se veliko kuha, enostavno ne moremo brez tega kuhinjskega elementa? Ja, napa je v bistvu en nepogrešljiv element v vsaki kuhinji, ki
Dejansko je namenjena prestrezanju maščob in seveda odvajanju onesnaženega zraka z prostora. Zdaj, plus tega, da nekako tudi estetski pečat vsaki kuhinji. Tu in tam zdaj vgrajujejo centralne pa decentralne prezračevalne sisteme. Pa to še zmeri ni dosta, ko želi človek očistiti tega kuhinjskega zraka. Ja, tako je, se strinjam, ker v bistvu napa vleče usmerjeno in prestreza usmerjeno maščobo. Zdaj tudi glede na to, da bom rekel, te današnje nape recimo na teh intenzivnih stopnjah vlečejo tudi tam nekje do 750 kubikov, lahko res dobro očisti prostor neprijetnih vonjav. Dajte nam malo razložiti osnovni princip delovanja nape. Kaj se zgodi noter? Ima ta kovinski filter, ta prestreže maščobo, potem je noter elektromotor, ki sesa zrak iz prostora. Zdaj ta zrak gre potem po cevi ven v za to pripravljen zračnik. Ta zračnik je zelo priporočljivo, če je recimo fi 150 mm, saj ravno zaradi te moči nape, v bistvu v tem primeru sama napa deluje najboljše. Seveda tle trčimo lahko kdaj ob težavo, da nekateri uporabniki ne morejo zagotoviti teh fi 150 mm, tako da imajo tudi same nape reducirko in se nekako lahko to zmanjša na fi 125 mm. Torej, rajš malo širšo odprtino. Tako, kolikor se da, toplo priporočam v bistvu širšo odprtino. Kaj pa, če smo v taki fazi, da ni šans, ne morem nikakor tega odvoda zraka urediti, takrat je pa druga rešitev, ne? Tako, v tem primeru pa obstaja v bistvu ogleni filter, ki se namesti na napo in v tem primeru potem napa reciklira zrak. Poleg več vrst vgradnih nap, kot so izvlečne, ki se vgrajujejo v omarico, so tu še vložki, podvgradne nape, ki se nameščajo v omarico ali v temu namenjen kubus, in stropne nape. Sicer pa se trendi trenutno gibljajo v smeri integriranih nap v kuhališče, dvižnih iz pulta, otočnih visečih in poševnih nap. Poznamo še klasične otočne nape z montažo pod strop, dekorativne stenske, rustikalne in klasične nape, ki se nameščajo pod kuhinjsko omarico ali direktno na steno. V zadnjem času postajajo nape tudi multifunkcijske naprave, ki nam poleg čiščenja zraka in prestrezanja maščobe omogočajo povezavo z indukcijsko ploščo, merijo kakovost zraka v prostoru, določeni modeli se lahko pohvalijo z izredno tihim delovanjem, antikondenzacijskim sistemom, spreminjamo lahko jakost njihove osvetlitve in jih upravljamo z daljincem. Kakšno vzdrževanje nas potem čaka, ko imamo enkrat eno dobro kvalitetno kuhinjsko napo? Dejansko vzdrževanje je v bistvu priporočljivo, zelo pogosto čistiti ta kovinski maščobni filter. To bi priporočil vsaj tam enkrat do dvakrat mesečno. Zdaj, ta filter se pač očisti ročno, opere ali pa v pomivalnem stroju. Zdaj, ukolikor ima sama napa tudi pač nima odvoda zraka in deluje preko tega oglenega filtra, pa je potrebno ta ogleni filter menjati nekje na 6 mesecev. Razen, če ni ta long lasting varianta, ki pa lahko zdrži nekje tam do 3 do 4 leta. Ne samo napa in kuhinja. Pri Nachtigalovih so vsi prostori doma opremljeni tako, da so čim lažji za vzdrževanje in hkrati prijetni za oko. Od barvne palete prevladujejo umirjeno sivi toni, odtenki bakra in minimalne količine bele barve. Je pa zato toliko več drobnih detajlov in presenetljivih kotičkov, ki jih ne vidimo pogosto. Ko sva se z možem pogovarjala, je, da sva imela tudi neke take posebnosti oziroma 5 džokerjev sva si dala, kaj vsak si želi imeti. En izmed mojih džokerjev je bila tudi miza, zagledala sem jo na internetu in sem se popolnoma zaljubila vanjo. In sicer predvsem zaradi tega, ker ima vsaka noga svojo barvo. Zdela se mi je fenomenalno in tudi lahko vkomponirano v našo barvno paleto, ki smo se izbrali. In tudi ena izmed džokerjev je bila njegova niša ob kavču, da ob gledanju vseh športnih programov, ki jih ne manjka, mora biti niša dovolj visoka za pločevinko piva. Je bilo težko shajati z njunimi džokerji, vsak po 5 džokerjev, potem pa arhitekt nariši? Ja, moram reči, da smo tega arhitekti kar vajeni.